Predsednik Trump pravi, da Iran visi na nitki, zdaj pa še bolj zateguje zanko. Washington je začel, kot pravi Trump, svojo najbolj uničujočo gospodarsko kampanjo doslej. Vendar veleposlanik Mike Huckabee opozarja, da naslednja faza morda sploh ne bo gospodarska. Premirje je lahko veliko bolj krhko, kot se zdi. Poglejmo podrobneje. Jeruzalem Minut se začne zdaj. Dobrodošli nazaj v oddaji Jeruzalem Minute na JNS TV. Alex, predsednik Trump je napovedal gospodarski dan D proti Iranu. Predsednik pravi, da je to najbolj uničujoča gospodarska operacija, ki je bila kdajkoli izvedena proti katerikoli državi. Minister za finance Bessent je dejal, da bo to največja usklajena gospodarska izolacija v zgodovini sveta. Poglejmo si ta posnetek. Gospodarski pritisk pomeni, da se obračamo na vse naše zaveznike in to bo največja usklajena gospodarska izolacija v zgodovini sveta. In gremo k njim ter jim rečemo, ali ste z nami ali proti nam. Ta režim bomo zrušili. Mislim, da je tukaj najpomembnejša točka ta, da minister za finance Bessent pravi, da je namen sankcij zrušiti režim. Predsednik Trump je že več mesecev skrivnosten glede tega, ali je cilj kakršnekoli vojaške operacije zrušiti režim. Vedno je govoril, da je namen vojaških operacij zagotoviti, da Iran nikoli ne preseže jedrskega praga. S pogajanji z režimom ste v resnici krepili preostali režim, skupaj z novim vrhovnim voditeljem, sinom Alija Hameneja, Močtabo Hamenejem. Nihče niti ne ve, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, ali je sposoben sprejemati odločitve. Očitno obveščevalni podatki kažejo, da je živ, vendar hudo ranjen. Toda, ko se pogajate z ljudmi, kot je iranski predsednik parlamenta Halibah in zunanji ministrom Ragi, v bistvu pravite, da so ti člani režima naslednja raven in upate, da boste to raven režima ohranili. In tukaj, po mesecih poskusov pogajanj za odprtje Hormuške ožine, po mesecih poskusov, da bi Iran zavezali k inšpekcijam, da bi dovolili iznos jedrskega prahu iz države, da se zaveže, da nikoli več ne bo zasledoval jedrskega orožja. Predsednik Trump je končno priznal, da je problem sam režim. Gospodarske sankcije so namenjene sesutju režima. Besson je dejal, da bo to v bistvu največji režim gospodarskih sankcij v zgodovini sveta. In ne gre samo za to, da ukrepajo proti Iranu in ciljajo na njihove finančne račune, temveč bodo ciljali tudi na tiste, ki na kakršenkoli način pomagajo Iranu. In ko to rečete, morda s prstom kažete na Kitajsko, morda na Rusijo, morda na Katar. Tako da mislim, da se pritisk zdaj preusmerja. Trump jasno noče imeti še enega vojaškega spopada, ampak režim gospodarskih sankcij, ki ga želi vzpostaviti, je končno usmerjen k pravemu cilju, ki je strmoglavljenje in zrušitev tega režima. Alex, slišim, kaj govoriš. Kljub vsemu temu pa je ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee dejal, da je predsednik Trump resen glede uporabe vojaške sile, če bo to potrebno. Poglejmo si ta posnetek. Bo predsednik izgubil potrpljenje z Iranci? Morda ga bo. To je že dvakrat storil. Pomislili bi, da bi potem lahko začeli razumeti, da je predsednik Trump resen, ko gre za vojaško ukrepanje, kadar meni, da je to edina možnost. Mislim, da ti dve stvari dejansko gresta skupaj. Če nameravaš uvesti zelo stroge gospodarske sankcije, kar bi morali storiti že od začetka, ampak če to počnejo zdaj in stopnjujejo gospodarski pritisk na način, ki ogroža stabilnost režima, kaj bi pričakoval, da bodo Iranci storili? Poskušali bi ponovno destabilizirati regijo z napadi na ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino in z izstreljevanjem raket na države ter ameriške vojaške baze, nameščene v državah po Bližnjem vzhodu. Zato mora nad Iranom viseti grožnja še ene vojaške operacije, da jih odvrnete od poskusov stopnjevanja situacije na lastno pest. Vojaško. Vedeti morajo, da je na drugi strani gospodarskih sankcij zelo verodostojna vojaška grožnja. In mislim, da Mike Huckabee odlično opravlja svoje delo pri prenašanju tega sporočila. Alex, ena glavnih novic ta teden je bil izraelski napad v severozahodni Siriji. Napadi so se zgodili zaradi izraelske zaskrbljenosti, da Sirija pripravlja turške enote za napotitev na bazo blizu Alepa. Izrael je pravkar ustavil prenosno grožnjo znotraj Sirije, da ni postala nekaj veliko večjega.
Pred več kot letom dni sta Izrael in Sirija dosegla dogovor o ohranjanju varnostnega statusa quo in miru na tej meji. Sirija je prekršila ta dogovor. Izraelska obveščevalna služba je ugotovila, da se bodo turške enote kmalu namestile na letalski bazi Abu al-Dahor, ki se nahaja v severni Siriji, ki je, kot lahko vidite, manj kot 200 milj oddaljena od izraelskih mest in izraelskih skupnosti. Premijer Netanjahu je zelo jasno predstavil stališče Izraela. Ne bomo dovolili, da bi se Turčija utrdila v Siriji in se vztrajno premikala proti jugu, proti izraelski meji. Izrael je Sirijo večkrat opozoril: ne storite tega. Vemo, da je Sirija prejela ta opozorila in se odločila, da jih ignorira. No, iz tega posnetka Dorona lahko veliko izluščimo. Doron je bil pretekli teden tudi gost v naši oddaji. Doron je bil nekoč voditelj podcasta prav tukaj na JNS. Torej še en velik talent iz JNS, ki zdaj neposredno dela v kabinetu predsednika vlade. In rekel bi, da sem vesel, da vidim ta video, ker takšnih posnetkov iz kabineta predsednika vlade nismo videli že od začetka vojne. In to je zelo zapletena zgodba. In vesel sem, da kabinet predsednika vlade to razlaga z vidika predsednika vlade, njegovega kabineta in varnostnih uradnikov. Torej, prvič, super je, da to sploh imamo. Drugič, ko gre za to, kar se tukaj dogaja s Sirijo in Turčijo, se spomnite tega Al-Shara, prej znan kot Al-Jolani. Je terorist, ki ga podpira Turčija in je prišel prevzeti Sirijo. In v bistvu izriniti Bašarja Asada, klavca iz Damaska, ki se je oklepal oblasti od začetka sirske državljanske vojne. In kar se je zgodilo je, da ko je Iran postal šibek in ni več mogel podpirati Asada, ko je bil Hezbolah oslabljen strani Izraela, ni več mogel podpirati Asada, Turčija je pritisnila na Al-Sharo, naj vstopi in prevzame državo. Zdaj je Al-Shara delno dobil podporo Združenih držav Amerike, ker se je Recep Erdogan, predsednik Turčije, postavil kot zaveznik predsednika Trumpa. In predsednik Trump je bil v Beli hiši. Bil sem v ovalni pisarni, ko je predsednik Trump povedal premijeju Netanjahuju, da bo on posrednik med Erdoganom in Netanjahujem, če bi prišlo do kakršnihkoli nesoglasij med njima. Ampak tukaj vidite to. Ob odsotnosti Irana, s propadom šiitskega polmeseca, ki ga je ustvarjal Iran, preko Iraka, preko Sirije, preko Libanona, in na to spodaj še iz Jemna in Gaze, vse z namenom, da obkrožijo Izrael in druge ameriške zaveznike v regiji. Da Erdogan, potencialno podprt strani Katarja, potencialno v partnerstvu z Egiptom, zdaj poskušajo vzpostaviti sunitski polmesec, ki lahko ogrozi Izrael. In s tem, da imajo svojega podprtega terorista Al-Shara v Siriji, jim daje priložnost, da se premaknejo od svoje meje v Turčiji vse do izraelske meje. In to, kar se zdaj dogaja, je tipanje terena. Turčija skuša ugotoviti, koliko si lahko dovoli, kako blizu lahko pride do Izraela, ali lahko postopoma, počasi ukrepajo in ali bo Izrael odgovoril. Kot je Doron zelo jasno povedal v tistem videu, Turčija že nadzoruje pomemben del severne Sirije. Izrael pa nasprotno nadzoruje le majhen del južne Sirije, ki naj bi služil zgolj kot tamponsko območje. Golanska planota, ki je visoko ležeče strateško območje nad Izraelom. In zdaj Turčija prevzema letalsko bazo. Spomnite se, ko je Bašar Asad padel, je Izrael takoj ukrepal. In mislim, da je bil to eden najbolj odločilnih napadov v celotni vojni, ko so napadli celotno sirsko vojsko, vključno z njihovimi ladjami in celotnimi zračnimi silami. In zdaj vidite, da Turčija poskuša vzpostaviti nadzor. In kaj naredi Izrael? Izrael bombardira letalsko bazo in s tem pošlje zelo močno sporočilo Siriji, da ne bo dovolil Turčiji, da bi se približala izraelski meji na jugu. In prav tako pošlje zelo močno sporočilo Turčiji. In kaže, da se je izraelska varnostna doktrina spremenila. Ne bo dovolila tistim, ki pozivajo k uničenju Izraela, da bi naredili kakršnekoli poteze, kakršnekoli korake bližje Izraelu, ki bi lahko povečali verjetnost napada. Torej, prav je, da je Izrael napadel tukaj. Povale tudi Daronu Spilmanu, da je pojasnil, zakaj je premijer odredil ta napad. Alex, kljub vsemu temu je ameriški odposlanec Toma Barracka v Washingtonu, ki je dejal, da ga izraelski napadi globoko skrbijo. Nadaljeval je tudi s tem, da je v bistvu morda poskušal razveljaviti priznanje predsednika Trumpa, da Golanska planota pripada državi Izrael, in dejal, da mednarodno pravo
Po mednarodnem pravu Izrael zaseda to Golansko planoto. Poglejmo si ta posnetek. Predsednik Trump je začrtal mejo pri poskusu zmernosti. Na Golanu Sirijo še vedno zasedajo Golan v nasprotju z resolucijami OZN, v nasprotju z vsem mednarodnim redom, ki pravi, da je Golan sirijski. Kako dolgo bodo ti vdori še trajali, preden se bodo strasti umirile? Vidite, tukaj je več strani. Trumpova administracija nima dosledne politike. Želeli bi slišati, da bi ljudje kot sta Mike Huckabee na eni strani in Tom Barrack na drugi ponavljali iste točke, vendar se to tukaj vsekakor ne dogaja. Iz Trumpove administracije prihajajo različna mnenja, prav tako iz zunanjega ministrstva, saj so veleposlaniki v pristojnosti zunanjega ministrstva. Morda bi radi slišali, da bi Marco Rubio pojasnil stvari, da bi predsednik pojasnil stvari. Tudi Tom Barrack je očitno na nasprotni strani Izraela in je bil dosledno na nasprotni strani Izraela skozi celotno vojno. Ko govorimo o Golanu, priznanje izraelske suverenosti nad Golansko planoto, mislim, to je nekaj, kar je Trumpova administracija priznala v svojem prvem mandatu. To je uveljavljeno stališče ZDA. In tudi pod predsednikom Bidenom Združene države niso umaknile svojega priznanja izraelske suverenosti nad Golansko planoto. Tako da zdaj, ko slišimo veleposlanika predsednika in Tom Barrack naj bi bil prijatelj predsednika Trumpa, da pride in to reče. Politika predsednika Trumpa, da prizna izraelsko suverenost nad Golansko planoto, je, veste, v nasprotju z mednarodnim pravom. Mislim, da si to zasluži, veste, oster pogovor s strani Trumpa ali Rubija. Vidimo, da je Barak dosledno stopal na stran Libanona, Sirije in Turčije proti Izraelu. In mislim, da to Izraelu precej otežuje delovanje tukaj. Tako ste lahko prepričani, da predsednik vlade Netanjahu, njegov urad in Tom Barrack niso na isti strani. In lahko ste prepričani, da bo predsednik vlade Netanjahu želel izvedeti od veleposlanika Huckabija, ki je nameščen tukaj v Izraelu, od Marka Rubija in od samega predsednika, kakšno je predsednikovo stališče glede tega. Zdaj, videli ste, v Deronovem videu je bilo nekaj subtilnih namigov na dejstvo, da je Sirija prejela pomembna opozorila, da bo Izrael napadel to letalsko bazo. Lahko pa ste prepričani, da so tudi Združene države dobile dokaze, da se je Turčija premaknila v to letalsko bazo in da je Izrael ocenil turško prisotnost v tej bazi kot nesprejemljivo. In ponovno spomnite se, da smo rekli, da je Trump dejal, da bo posredoval pri Erdoganu v imenu Netanjahuja. Tako ste lahko verjetno prepričani, da je tudi Turčija vnaprej vedela, da Izrael ne sprejema turških premikov okoli te letalske baze. In zato je Netanjahu poslal zelo močno sporočilo. Če Trumpu ni uspelo prepričati Erdogana, da umakne svoje enote, Izrael sporoča, da bo delo opravil sam. Pravzaprav bi rad tukaj dodal še eno stvar. Na družbenih omrežjih kroži vrsta videoposnetkov iz Sirije, ki ta teden prikazujejo sirske vojake, kako govorijo, da bodo krenili proti Jeruzalemu. Kakšno je trenutno stanje sirske vojske pod Al-Šaro? No, Al-Šara je zelo nedavno in večkrat dejal, da meni, da bi lahko dejansko prišlo do neke vrste normalizacije ali vsaj obrambnega dogovora med Izraelom in Sirijo. In Al-Šara tudi razume, da potrebuje podporo predsednika Združenih držav Amerike. Potrebuje omilitev sankcij, ki jih je zagotovil predsednik Trump. Če se bo predsednik Trump ponovno odločil, da je Sirija problematična država in uvede takšne sankcije, o katerih je pravkar govoril sekretar Besant glede Irana, mislim, da bi to zrušilo njegov režim. Torej, trenutno potrebuje ameriško podporo. In način, kako dobiti to ameriško podporo, kot je predsednik Trump večkrat povedal drugim akterjem na Bližnjem vzhodu, je, da moraš biti v dobrih odnosih z Izraelom. Zato ne verjamem, da si Al-Šara zdaj želi vojaške avanture z državo Izrael. Samo če pogledamo, kako močan je Izrael, kaj so naredili sirski vojski na začetku, ko je Asad padel, in kaj so pravkar naredili letalski bazi. Danes, kar so naredili v Gazi, kar so naredili v Libanonu, kar so naredili v Iranu, Al-Šara noče imeti nič opraviti z vojaškim spopadom z Izraelom. Tako da mislim, da se bo obnašal, vendar je dovolil svojemu podporniku Erdoganu, da poskusi napredovati in vidi, kaj se bo zgodilo. In zato so plačali ceno. Zdaj sem videl poročila, da tako Turčija kot Sirija nakazujeta, da je to stopnjevanje končano, kaj ne? Da Turčija tukaj ne bo vojaško odgovorila.
Mislim, da Sirija tukaj ne bo vojaško odgovorila, nočejo se vmešavati. Tako da mislim, da je Izrael naredil korak, ki pošilja zelo, zelo močno sporočilo. In upam, da je to konec vojaškega spopada tam, ampak vseeno bodite pozorni na Turčijo. Erdogan se bo morda obnašal, dokler je predsednik Trump na položaju, ker ceni zavezništvo, ki ga je skozi leta zgradil s predsednikom Trumpom. Ampak predsednik Trump ne bo predsednik zavedno. Če pride tja še kakšen demokrat, progresivni demokrat, ali če pride izolacionistični republikanec, morda celo GE, Vance, morda še kdo drug. V prihodnosti bi lahko zagotovo videli Turčijo in predsednika Erdogana, ali če Erdogan pade, enega od njegovih naslednikov, kot je Fidan, ki je zunanji minister, za katerega menijo, da bi lahko bil v določenih pogledih celo še bolj skrajen kot Erdogan. Da bi lahko bila Turčija in Izrael v prihodnosti na poti v spopad. Torej, nadaljujemo, ampak Alex, zdaj bi rad preusmeril našo pozornost na Gazo. To bi označil kot niz travmatičnih dogodkov čez vikend, med njimi je bilo tudi odkritje zmajev, ki so bili iz Gaze izstreljeni proti Izraelu. Če se spomniš, v naši resničnosti pred 7. oktobrom je Hamas izstreljeval te zažigalne zmaje z eksplozivi v izraelske skupnosti. In to so počeli praktično neovirano zelo dolgo časa. Eden od simbolov, bi rekel, obdobja po, oziroma bolje rečeno pred 7. oktobrom, minister za obrambo Katz je odredil odločen odziv na kakršnekoli zmaje, zažigalne balone ali drone, ki bi jih Hamas lahko izstrelil proti državi Izrael. Prav. Zdaj, ko pomislite na zmaja, otroci spuščajo zmaja in ta zmaj prileti čez mejo. Veste, Izrael je seveda na preži za vsem. Zažigalni zmaji, ki so jih Gazičani pošiljali, Hamas jih je pošiljal čez mejo, ti zmaji so imeli na sebi eksplozivne naprave. Namen tega je bil povzročiti požare na kmetijskih poljih okoli obmejnega območja ob Gazi. To je zelo rodovitno območje. Na izraelski strani meje, v tem zelo rodovitnem območju, gojijo veliko solate, paradižnika in vse vrste zelenjave. In s tem so lahko povzročili te požare v grmovju v bistvu. Torej gre za ekonomski in okoljski terorizem. In ni jasno, ali so te zmaji, ki so jih poslali čez mejo, imeli na sebi takšne eksplozivne naprave ali naprave za požiganje. Ampak veste, Izrael se mora odzvati na vsako grožnjo. In ko vidite, da Hamas pošilja zmaje in balone, v resnici preizkušajo izraelski odziv. In to kaže, da se Hamas ne umika. Hamas ne odneha. Hamas ostaja napadalec in nasprotnik države Izrael. Zato mislim, da mora biti Izrael zelo previden in prav je, da obrambni minister Katz pravi, da bo Izrael odločno ukrepal ob vsakem znaku, ob vsakem premiku, ne glede na to, ali gre za nekaj tako nedolžnega, kot je balon ali zmaj, ali pa za nekaj, kar je videti bolj resno, kot je dron, ali kakršnokoli drugo gibanje proti izraelskim vojakom ali izraelski meji. Izrael se mora znova uveljaviti kot trdna vojaška sila, ki ne bo tolerirala nobenega nesprejemljivega ravnanja, ne glede na to, kako resno je videti. Alex, če ostanemo pri Hamasu in Gazi, si imel ZDA. Posebni odposlanec Jared Kushner je ta teden v Kairu srečal z visokimi uradniki Hamasa in govoril o možnosti demilitarizacije Hamasa. Rekel je, da če Hamas ne bo sodeloval, ZDA ne bodo omejevale Izraela pri povračilnih ukrepih. Najprej si poglejmo ta posnetek. Zelo smo zavezani temu, da imamo načrt za obnovo Gaze. Vendar ne bomo dovolili obnove Gaze, dokler ne pride do demilitarizacije. Nihče noče vlagati več denarja na kraj, kjer se to dogaja že tako dolgo, če ga bodo znova prevzeli teroristi ali pa bo spet uničen. Prav tako ne bomo omejevali pravice Izraela, da se brani, če obstajajo kakršnekoli neposredne grožnje. Zato smo morali pojasniti, kaj to pomeni. Lahko bi videli napredek, veste, že v 30 dneh. Upajmo, da bomo začeli odstranjevati nekaj orožja. In upajmo, bomo v naslednjih 60 do 90 dneh tudi zapolnili nekaj predorov. Kar vidite tukaj iz intervjuja Jareda Kushnerja je, da resnično razjasnjuje stvari in jasno pove, da se strinja s stališčem premierja Netanjahuja. Veste, Kushner in njegova ekipa so pripravili ta 15-točkovni načrt, ki je bil sprememba prvotnega 20-točkovnega načrta. Govoril je o blažji demilitarizaciji. Premijer Netanjahu je bil zelo, zelo odločen, da Izrael popolnoma zavrača ta 15-točkovni predlog. Ker sta demilitarizacija Hamasa in deradikalizacija Gaze med prvimi pogoji prvotnega 20-točkovnega načrta za prekinitev ognja, ki ga je Izrael podpisal ob vrnitvi talcev.
Torej, Kushner tukaj zelo jasno pove, da denar ne bo šel za obnovo Gaze, dokler Hamas ne bo demilitariziran. Zdaj mislim, da je to precej pobožnih želja z njegove strani, ko namiguje, da bomo v 30 dneh videli neko stopnjo demilitarizacije. Morda bomo res kaj videli, kaj ne? Hamas bo rekel, glejte, našel smo nekaj RPG-jev in vam jih nekaj predajamo. No veste, kakšen odstotek RPG-jev je to? Kakšen odstotek strelnega orožja? Premier Netanjahu je jasno povedal, da ne gre samo za težko orožje, kot so RPG-ji. Prav tako mora biti predano lahko orožje, kot so strojnice, vse. Vse mora biti predano. Odstranjeno mora biti iz Gaze. In vzpostaviti je treba nadzor in ravnotežje, vključno z morebitno uvedbo mednarodnih stabilizacijskih sil, ki bi zagotovile, da Hamas nima nobenega orožja. Ta teden smo tudi slišali poročila, da Izrael zavrača začetno oblikovanje mednarodnih stabilizacijskih sil, ki naj bi vstopile v Gazo. In moramo si zastaviti vprašanja, zakaj, katere države so tam. Je to Turčija? Je to Katar, ki pravi, hej, mi bomo jamci? Mislim, če je to Turčija, smo pravkar govorili o zgodbi s Sirijo, kako Izrael sploh nima zaupanja v Turčijo in očitno si tudi oni želijo vpliva v Gazi. To je nekaj, česar Izrael preprosto nikakor ne bo sprejel. Torej, vprašanje je, kdo je v mednarodnih stabilizacijskih silah, koliko ljudi je tam, kakšen je njihov mandat in kdo lahko dejansko varno zagotovi, da Hamas predaja svoje orožje, da bo Gaza demilitarizirana. Očitno se je odposlanec na to srečal s predsednikom vlade Netanjahujem, vendar je bilo, kolikor sem slišal, veliko kritik na račun ZDA, na Kushnerja in njegovo ekipo, ker so sploh sedli za mizo s Hamasom. Kaj menite o tem? Tako je, tukaj so bile kritike, da v bistvu pogajate s teroristi. ZDA in Izrael so se žal v zadnjem obdobju, zadnjem letu ali približno toliko časa pogajali s teroristi. Preko katarskih posrednikov ste se pogajali o premirju v Gazi. V bistvu se pogajate s Hamasom v Libanonu. Pogajate se. V bistvu se pogajate z libanonsko vlado o premirju, čeprav ko govorite o premirju, v resnici govorite o premirju s Hezbolahom. Torej so potekala pogajanja s teroristi, Združene države pa so se pogajale z iranskim režimom. Torej je bila strategija Združenih držav, da sedejo za mizo s temi ljudmi. Zdaj je Kushner branil to, kar je naredil in je rekel, veste, z njimi se morate pogovarjati in jim povedati, kakšni so načrti. Zdaj, če jim on pove, da ne bo niti centa za obnovo Gaze, dokler ne opravijo demilitarizacije, torej se mora Hamas zdaj vprašati, kako dolgo lahko vodimo Gazo, če v to območje ne priteka noben denar. In hkrati pravi, da Združene države ne bodo omejevale Izraela, če bodo vstopili. To je zdaj, veste, nekakšno taktiziranje, ker čeprav Združene države morda zelo jasno pravijo, da ne bodo omejevale Izraela, Izrael je na nek način zadržan pri vstopu v Gazo že zaradi vsega mednarodnega pritiska, ki bi ga doživel, če bi se odločil za vojaški vstop v Gazo. Mislim, da je Izrael zadovoljen s trenutnim statusom quo, tudi če ima Hamas orožje, ki trenutno ne predstavlja neposredne grožnje izraelskim civilistom na drugi strani meje. Ker imate tako široko varnostno območje, saj Izrael nadzoruje več kot 50% Gaze, od te rumene črte pa vse do izraelskega ozemlja. Vendar v Gazo ne bo pritekalo nobenega denarja, Izrael pa zelo jasno sporoča, da denar ne bo šel noter, dokler se Hamas ne umakne, dokler ne bo druge vladajoče sile, dokler Hamas ne bo več predstavljal nobene grožnje, ker tam ne bo imel nobenega orožja. Zdaj, še ena stvar je, ki jo je urad predsednika vlade zelo jasno povedal. In veste, govoril sem z visokimi uradniki v uradu predsednika vlade in povedali so mi to. Predsednik vlade je Jaredu Kushnerju zelo jasno povedal, da na izraelski strani ne bo nobenega premika proti ustanovitvi palestinske države, ne ustanovitve palestinske države v Gazi, ne ustanovitve palestinske države v Judeji in Samariji. To pomeni, da tudi če bi Hamas nenadoma postal konstruktiven akter in predal vse svoje orožje, denar začne pritekati za obnovo Gaze. To še ne pomeni, da se bo Gaza spremenila v palestinsko državo. Če bi Savdijci rekli, hej, želimo normalizirati odnose z Izraelom, naša edina zahteva je, da obstaja pot do palestinske državnosti. Izrael zelo jasno pravi in predsednik vlade zelo jasno in neposredno pove Jaredu Kushnerju, da dokler bo on predsednik vlade, ne bo nobene ustanovitve palestinske države. On je proti temu. In prav tako je dejal, da je v bistvu celotna izraelska volilna javnost proti ustanovitvi palestinske države. V tem ni nobenega dvoma.
Nažalost pa, Alex, imamo tukaj nekaj svežih novic. 24-letni izraelski moški je bil danes zaboden in zmerno ranjen v Jordanski dolini v terorističnem napadu. Izraelske obrambne sile trenutno izvajajo iskalno akcijo, da bi ugotovile, kdo je odgovoren. To je v bistvu severno, morda nekoliko vzhodno od Jeruzalema, v območju Al-Uja, blizu Jeriha, kjer je prišlo do napada z nožem. Zdi se, da je v zadnjih nekaj tednih v Judeji in Samariji vsekakor prišlo do porasta terorizma in nasilja usmerjenega proti Izraelcem. Ja, videl sem nekaj posnetkov tega dogodka, res je grozno gledati, kako terorist samo stoji tam, čaka, da se Izraelec obrne stran, nato pa gre do njega in ga poskuša zabosti v ramo. In mislim, da imamo trenutno srečo, da žrtev ni bila ubita. Mislim, da je v zmernem stanju, kar pa ni ravno dobro stanje, recimo. Ampak ja, prav imate, da vidimo vedno več napadov z nožem, vedno več namernih povozov, potencialnih streljanj. In nočemo si, da bi se vrnili v razmere podobne intifadi, kot smo jih imeli v preteklosti, naprimer leta 2014, ko smo imeli napade z avtomobili in zabode med intifado v Jeruzalemu ter po vsej Judeji in Samariji. Vsekakor opažamo porast terorističnih incidentov in na drugi strani vidimo tudi veliko napetosti z Izraelci v Judeji in Samariji, ki delujejo nekoliko bolj svobodno, kot bi si želela vojska in vlada. Poskušajo biti samooklicani varuhi reda in vzeti stvari v svoje roke in to, kot veste, ustvarja začaran krog napetosti prav tukaj. In na koncu bo prav izraelska vojska tista, ki bo morala ukrepati tako proti terorističnim gnezdom znotraj Judeje in Samarije. In tudi poskušati prepričati voditelje judovske skupnosti, ki v resnici nimajo veliko nadzora nad to malo anarhijo, ki ji pravijo tako imenovana mladina s hribov. Da jih spravijo pod nadzor, da bo vojska lahko opravila svoje delo in zmanjšala ta pritisk. In če tega pritiska ne boste videli popuščati, lahko pride do stopnjevanja nasilja in morda potrebe po večji izraelski operaciji po vsej Judeji in Samariji. Alex, kakšen pa je seveda evropski odziv, Združeno kraljestvo, Francija, Italija in drugi glede tega, kaj se dogaja v Judeji in Samariji? No, obsodili so Izrael, ker je objavil razpise za gradnjo v koridorju E1. To je strateški koridor med Jeruzalemom in Ramalo. Ta teden prihaja veliko kritik, še posebej od britanskega zunanjega ministra Eda Milibanda, ki je celo zagrozil z dodatnimi sankcijami proti Judom zaradi gradnje v Judeji in Samariji. Kaj je novega glede tega? Prav, torej Združeno kraljestvo v bistvu grozi sankcijami Judom, ki želijo graditi v Judeji. Mislim, ena je v judejskih hribih, to je severna meja Judeje. Torej Združeno kraljestvo, ki je imelo mandat za ustvaritev judovske države na celotnem ozemlju, ki vključuje celoten Izrael, vso Judejo in Samarijo in celotno Jordanijo, če smo natančni, in nato kršilo svoj lasten mandat ter dalo 75% tega ozemlja Jordaniji. In potem, tudi ko je Izrael razglasil suverenost, ni priznal izraelske suverenosti, po vojni za neodvisnost leta 1948. Potem pa pravijo, da Judje nimajo pravice graditi v Judeji. Kot da bi Judje imeli pravico graditi nekje drugje, kar se ne imenuje Judeja, če smo natančni. In veste, še pred nekaj leti bi si mislili, da je Združeno kraljestvo med prvimi 3 zavezniki Izraela. In kar znova in znova vidimo je, da politika Združenega kraljestva kaže, da niso zanesljiv zaveznik, kot je Izrael nekoč mislil, da ga ima. In dobro je videti, kako je Izrael odgovoril na te izjave Milibanda. Ja, absolutno. Zunanji minister Gideon Sar je dejal, da ima judovsko ljudstvo pravico živeti po celotni deželi Izrael. Načrt E1 mimogrede je odobril Icak Rabin, torej to ni bila neka desničarska vlada. Govorimo o približno 30 letih nazaj, ko so bila dovoljenja za gradnjo v E1 prvič uvedena. Aleksej, tokratno oddajo želim zaključiti z zgodovinsko novico, ki znova dokazuje, da Izrael nikogar ne pusti za seboj. Pretekli petek je na Oljski gori v Jeruzalemu potekala čustvena slovesnost, pogreb na pokopališču. Štabni narednik 1. razreda, Jehuda Jekutieli Katz, je bil pokopan v petek, 44 let potem, ko je padel v bitki pri Sultan Jakubu med prvo libanonsko vojno. Njegovi posmrtni ostanki, njegova usoda je bila dolga leta neznana. Posebna operacija pa je bila izvedena za pridobitev njegovih posmrtnih ostankov. Prejšnji petek so mu v Jeruzalemu pripravili dostojen pogreb, zelo čustveno. To je dokaz, da Izrael ne pušča svojih vojakov za sabo. Zelo enostavno bi bilo, če bi Izrael pustil kosti tam, kjer so bile. Mislim, da je Katz padel v prvi libanonski vojni leta 1982.
Torej, veste, zdaj vidite, to je približno 44 let pozneje. Izrael izvede tajno operacijo, vojaško operacijo, da bi pridobili njegove posmrtne ostanke in jih pripeljali nazaj v Izrael. To je zelo močen znak za vsakega izraelskega vojaka, za vsakega Izraelca, če smo natančni. Da Izrael nikoli ne bo spal, dokler ne bo vsak posamezen član vojske živ ali mrtev. Če so ugrabljeni ali če padejo na drugem kraju, Izrael bo naredil vse, kar je potrebno, da dobi telo nazaj. Tako kot to počnejo z vsemi talci, 255 živih in mrtvih med vojno, od 7. oktobra naprej, da pripeljejo nazaj vsakega posameznika, da družini prinesejo mir, da družini Katz zagotovijo čast in spoštovanje s primernim vojaškim pogrebom. Veste, in to pomeni celo morebitno ogrožanje življenj izraelskih vojakov, da bi to dosegli. Ampak toliko Izrael ceni ne le živega vojaka, ampak celo posmrtne ostanke mrtvega vojaka. Mislim, da je bila to ena izmed zgodb, ki je morda ostala spregledana med vsemi drugimi geopolitičnimi dogodki v zadnjem tednu ali dveh. Ampak zelo pomembna zgodba in pokazatelj etosa Izraela ter te izraelske vlade. Až preden greva, je očitno, da sem ta teden na poti, ti si v studiu, naslednji teden bova zamenjala vlogi. Jaz bom v studiu, če Bog da, v Jeruzalemu. Potoval boš v imenu JNS, morda želiš dati kratek predogled svojega prihajajočega pomembnega potovanja v imenu Jerusalem News Syndicate. Odšel bom na zahodno obalo, bom v Kaliforniji, bom v Las Vegasu. Vsako leto JNS obiskuje in poroča o dogodku Republikanske judovske koalicije. Tako da bomo tam. Povabljen sem, da govorim na konferenci in veliko bomo naredili pri obveščanju javnosti, nastopih ter podajanju pojasnil in novosti o tem, kaj se dogaja v Izraelu. Še posebej, ker Izrael se bliža volitvam. Veš, veliko ljudi se osredotoča na vmesne volitve v Združenih državah in na predvolitve v Združenih državah, ki so v zadnjih nekaj tednih imele izjemne posledice za judovske skupnosti po vsej Ameriki, pa tudi posledice za Izrael. Ampak prihajajo velike volitve v Izraelu. In ljudje želijo razumeti, kaj se dogaja. Kakšne so možnosti, da bo predsednik vlade Netanjahu uspel oblikovati novo vlado? Kako bi izgledala nova vlada? Kdo bi lahko postal predsednik vlade, če Netanjahu po volitvah ne bi uspel sestaviti koalicije? In seveda bomo na to iskali podporo za vse večje dejavnosti JNS. Morda ste v zadnjih nekaj tednih opazili, da je Izrael oziroma JNS na naši spletni strani jns.org uvedel trak z najnovejšimi novicami. JNS se pripravlja, da bo v naslednjih 2 tednih prvič zagnal uredništvo v hebrejskem jeziku, hebrejsko različico jns.org, kar je, veste, pomemben mejnik za JNS. Imamo špansko različico, imamo video vsebine, imamo novice iz ZDA, imamo novice iz Izraela in še veliko drugih novosti se pripravlja. Tako se bomo srečali z nekaterimi našimi obstoječimi donatorji in nekaterimi potencialnimi donatorji. In če želijo ljudje doma podpreti to, kar počnemo, naj vsekakor kliknejo na Super Thanks na tem videu tukaj na YouTubeu ali pa obiščejo jns.org in pustijo donacijo. In sprejemamo donacije v vseh zneskih, torej od 18 do $100, pa tudi več. Imamo donatorje, ki podpirajo naše delo z 5-mestnimi, 6-mestnimi in še višjimi donacijami. Torej, če imajo ljudje možnost, če želijo, da JNS doseže vedno več ljudi in raste, ter postane pomemben medijski portal, ki se lahko kosa z mediji, kot so New York Times, BBC, AP ali Reuters. Ali Al Jazeera. Če želijo, da imajo Judje in država Izrael takšno medijsko organizacijo, obstajajo zagotovo načini, kako prispevati pomemben znesek, ki bo tej organizaciji pomagala rasti in se soočiti z izzivi informacijska bojišča. Zveni odlično, želim ti uspešno potovanje in se veselim vrnitve v Jeruzalem za oddajo naslednji teden. In ti boš potoval, torej vidimo se na poti. Hvala naši produkcijski ekipi, vsem tukaj v zakulisju, Juriju Sredskemu, vodji postaje, našemu producentu Zaku Sikermanu, vsem ostalim tukaj na JNS TV. Kot je rekel Alex, ne pozabite nam dati super zahvale, se naročiti in obiskati jns.org za najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj v oddaji Jerusalem Minute na JNS TV.